No, jaz bom predstavil naš projekt, mednarodni projekt, financiran strani Evropske unije, v katerem smo se ukvarjali z analizo pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov in v kontekstu otrokovih najboljših koristi. Za začetek mogoče predstavim samo dve sintagmi, ki sta tukaj ključni v tem kontekstu, in to so mladoletni migranti brez spremstva, ki se nanašajo na mladoletnike, ki iz različnih vzrokov zapustijo svojo državo izvora in so ločeni od svojih staršev ali skrbnikov. Druga sintagma je pa otrokove najboljše koristi. To je ena sintagma, ki jo zelo pogostokrat slišimo, predvsem v zadnjih dneh, vsi vemo zakaj, ne? In prihaja pa iz mednarodnih in nacionalnih dokumentov ter smernic, nima pa neke standardne opredelitve oziroma, bom rekel, kar definicije obče sprejete. Zdaj, glede samega projekta, projekt je trajal 1 leto. V sklopu tega projekta smo najprej izvedli analizo dokumentov in zakonodaje v državah, ki so sodelovale v tem projektu, in to so bile Francija, Velika Britanija, Avstrija in Slovenija, tudi kot vodilni partner. Nato smo pa po enotni metodologiji izvedli terensko raziskavo. To pomeni, da smo izvajali intervjuje med mladoletnimi migranti in med, recimo temu, strokovnjaki, ki se ukvarjajo z njimi oziroma ki jih dobijo v procesu teh postopkov obravnave. Tako smo v Sloveniji izvedli 18 intervjujev z mladoletnimi migranti, kar to pomeni, da so bili intervjuvani vsi, ki so bili v tistem času v Sloveniji. Za nas ga je izvedla kolegica iz Slovenske filantropije, ker smo bili mnenja, da je najbolje, da ona to opravi, ker pozna te otroke kot prvo, ne. Otroci ji zaupajo, ker to so bile kočljive stvari, vprašalnik je bil večdimenzionalen, od zelo osebnih zadev naprej. In tako so bili tudi oni udeleženi kot partnerji. Intervjuji so trajali od 1,5 do 2,5 ure, potekali so v angleščini, včasih tudi v slovenščini ali pa s prevajalko v maternem jeziku. Zagotovili smo jim tudi anonimnost, kar sodi k tej zadevi. V vsakem trenutku so imeli možnost, da odstopijo od intervjuja, tako da smo se potrudili, da je bilo to kar najmanj, recimo temu, boleče zanje oziroma obremenjujoče. Kot dodatne informacije za, recimo temu, razumevanje stvari, ki bom v nadaljevanju povedal, bi rekel samo še to, da Slovenija ni končna destinacija teh mladoletnih migrantov, ampak je bolj tranzitna država. Mladoletniki, ki so prišli v Slovenijo, so prišli tudi po večletnem potovanju skozi več držav. V Sloveniji niso pristali prostovoljno, ampak so bili bodisi zajeti na meji, bodisi so bili vrnjeni iz kakšne druge države. In večina izmed njih ni imela predhodnega znanja ali informacije o Sloveniji, jeziku, kulturi in tako naprej. Ko mladoletni migranti prispejo v Slovenijo, imajo dve možnosti: da v državi ostanejo kot ilegalni migranti brez statusa in so nastanjeni v centru za tujce do vrnitve v državo izvora, drugo pa, da zaprosijo za mednarodno zaščito in bodisi prejmejo status begunca, kar je recimo trajen status, ali pa subsidiarne zaščite, kar pomeni za določeno obdobje. In so začasno nastanjeni v azilnem domu, dokler se ne organizira druga namestitev. Lahko samo prosim za en kozarec vode? Hvala. Zdaj, v intervjujih smo jih spraševali tudi po njihovih razlogih za odhod iz države, kjer so prej prebivali. Razlogi, si lahko predstavljate, so bili različni, od vojne, strah pred smrtjo, politični pregon. Tudi takšni razlogi so bili, kot je napačna vera, v narekovajih, strah zaradi prisilne vključitve v vojsko in podobno. Hvala. V glavnem pa je šlo tukaj za travmatične izkušnje in večina izmed njih ni hotela govoriti o njih. Recimo bom prebral en citat enega izmed teh fantov, ki pravi tako: I left my country because of religion. That was the real problem.
Before it was okay, but when some people, because of religion and changes, they didn't accept the president, when it came to that, everyone moved. They invited me to be with them, and that was the reason that my mother sent me away. If I would go with them, I would really die. They wanted me to work for them or to do whatever they like. You will have to kill some, or they will kill you. Potem mogoče še en citat, povezan z razlogom za odhod. I didn't have any idea where to go. I was just going until I found my peace. I am not demanding a lot of things, but I want just peace, that my life is safe. Informacije o teh možnostih odhoda oziroma potovanju, če mu tako rečemo, kot smo tudi naslovili našo knjigo Journey to the Unknown, so prejeli bodisi od starejših ljudi iz njihove okolice, preko medijev, sorodnikov, prijateljev ali pa preko ljudi s podobno izkušnjo. Ponavadi je družina oziroma širša družina zbrala denar za določenega posameznika, da je pač lahko odšel na to potovanje. Prečkali so več meja, različno dolgo so bili na poti, uporabljali so različna prevozna sredstva ali pa celo hodili peš. In za nikogar izmed njih Slovenija ni bila končna destinacija. Glede samega potovanja vam bom prebral en citat. We walked for weeks, like I never did before. It was difficult to sleep in the forest without bed, cold. I also met people going like that also had problems. We talked and we followed the same footsteps. We walked. Sometimes there were speedboats. Some could not make it, some died. We walked for weeks, we were tired. In potem so nekatere izmed njih tudi zapustili v tovornjaku na meji ali pa celo v Sloveniji, medtem ko so mislili, da so prišli v Italijo, Avstrijo ali kakšno drugo državo. Ko so pač prvi stik teh mladoletnih migrantov brez spremstva s slovenskimi, recimo temu, slovensko državo je na meji, ko jih pač obmejna policija zajame ali pa ko jih vrnejo iz kakšne druge države in jih dobi obravnavo obmejna policija. In v teh postopkih imamo najmanj informacij. Nobene raziskave ni bilo še narejene na to temo, tako da se ne ve veliko o temu. Imam en citat predstavnika Urada Varuha človekovih pravic, enega izmed 13 ekspertov, ki smo jih intervjuvali v Sloveniji, in pravi tako glede teh postopkov. Jaz vidim večji problem v postopkih na meji, ki so lahko ponižujoči, posegajo v zasebnost, ne spoštujejo njegovih pravic. Saj ta kultura je še ostala na meji, da so tisti, ki varujejo mejo, se čutijo zelo močne in iz tega ven tudi tako ravnajo, ne samo z mladoletniki, na splošno s tujci, predvsem s tujci iz tretjih držav. Za izkušnje z obmejnimi postopki so za mladoletne migrante pogosto neprijetne, ker so brez pravih informacij. Predstavljati si otroka, ki ga zajamejo recimo nekje na meji sredi noči, če malo bolj tako karikiram, ga odpeljejo v azilni dom, v Postojno in ga tam imajo pač predstavnika recimo obmejne policije, potem je recimo prevajalec, potem je socialni delavec in tako naprej. Skratka, kar naenkrat se znajde med samimi nepoznanimi ljudmi in jim mora začeti govoriti svojo osebno zgodbo. In zdaj imam en citat od enega mladoletnika, ki pravi tako. Alone, I was always alone and I was full of fear. Since they brought me there, I didn't know what would happen. Because they brought me there, I didn't know what would happen to me. Where would they put me? I didn't know at all. I was scared because they put me across the border. How do you call it? It is not a prison, but there is a room for people to put those who cross the border there. I sat there and I was very sad. I said to myself, why have they brought me here? What I'm guilty of? That is what I was thinking to myself. Jaz si predstavljam, da ti otroci mislijo, da so naredili kaj narobe, oziroma mi rečemo temu intervju, oni bi rekli temu zaslišanje. In pač
To se v njihovih predstavah ne sklada, so se čutili, da so naredili nekaj narobe oziroma da so nečesa krivi in da jih čaka kakšna huda kazen. No, potem, ko dajo ta intervju skozi, se začne postopek pridobitve mednarodne zaščite. Pač po tem prijetju, če temu tako rečem, ali zajetju na meji, so nameščeni najprej v center za tujce, dodelijo jim skrbnika za poseben primer, katerega cilj je identificiranje najboljših koristi. Ponavadi jim ta skrbnik svetuje, da zaprosi za status mednarodne zaščite in ko izrazijo namero zaprositve za to zaščito, se jim določi zakoniti zastopnik, ki potem skrbi, da ta postopek teče. V tem obdobju so podvrženi različnim intervjujem, poizvedovanju s ciljem pridobiti čim več informacij, od kje so prišli, zakaj so odšli, koliko so stari, kakšna pričakovanja imajo, kam so namenjeni in podobno. In na podlagi intervjujev lahko rečem, da pogled mladoletnih migrantov brez spremstva v tem kontekstu pravijo tako, no, da so brez informacij, brez primernega prevajalca, tolmača, recimo eden izmed teh mladoletnih migrantov pravi tako glede prevajalca. I had a translator, but I didn't understand anything what he's saying. Yes, I did not understand because he spoke Persian. I did not understand anything at all. My language is Dari. The translation was speaking Persian. Persi, Dari is a big difference. Se pravi, da niti za to ni v določenih primerih poskrbljeno. Ne? Poleg tega so precej nezaupljivi ti, ki izvajajo intervjuje, ne verjamejo velikokrat otrokom in otroci zaradi pač okoliščin, ki sem jih tudi prej opisal, ne morejo izpovedati dejanskega stanja. Ne? Kar tako iz ene traumatične izkušnje, ko izidejo od doma, potem na poti marsikaj doživijo in potem pridejo še v to okolje, si lahko predstavljate, kaj doživljajo. Recimo pogled zakonitega zastopnika na to, kar se dogaja pri teh intervjujih. In nas ne poznajo, se nasmihajo, ne razumejo, kaj je vloga nekoga, ki jih zastopa z pravnega vidika, kaj je moja vloga, zakaj me potrebujejo, zakaj sem tam, kako jim lahko pomagam in jim v tistem času ne morem veliko tega povedati. Lahko jim povem, če boste rabili zdravnika, bom šla z vami. Če boste imeli težave, me pokličite. Potem pa se tu konča. Torej, z vidika mladoletnih migrantov brez spremstva je postopek intervjuja izpeljan neustrezno, izkušnja je neprijetna, strah jih je, zmedeni so, manjka temeljna informacija o tem, sploh kaj se dogaja in kakšne posledice bo imel za njih ta intervju. Ne? Bodisi, če se gre za to, ali pridobiti mednarodno zaščito ali ne, jim ni pojasnjeno na ustrezen način, kaj pomeni, če pridobi to zaščito, kaj pomeni, če jo ne pridobi in podobno. Ne? Še en citat. Alone. I was all the time alone, but I was full of fear. They brought me there. I don't know what will happen. I don't know what will happen now with me. Where will they put me? I was full of fear. In pogosto pač ti ljudje, ki upravljajo intervjuje, dvomijo v to, v resničnost povedanega, v to, kaj so doživeli otroci, predvsem pa dvomijo v to, dostikrat, koliko so resnično stari ti otroci, ne? Ker velikokrat nimajo sabo dokumentov, bodi si namerno, bodi si nenamerno in potem se začnejo odvijati določeni postopki za ugotavljanje dejanske starosti otroka. Ti postopki so, bom rekel, kar sporni, velikokrat vključujejo rentgensko slikanje kosti, potem eden izmed takih, recimo, zelo ponižujočih postopkov, predvsem za fante, je primerjava velikosti testisov s kroglicami nanizanimi na neko verižico, pač, ki v določenem starostnem obdobju morajo biti toliko veliki testisi, ne? Potem ocenjevanje poraščenosti in podobno. Ne? Torej, ti postopki lahko rečemo, da so tudi medicinska stroka pravi nezanesljivi, ne nazadnje tudi nevarni, vsekakor pa ponižujoči. Ne? Recimo predstavnica nevladne organizacije se je izrazila tako. To pomeni, da se je fant moral sleči, da je lahko potem primerjala s to neko verižico, ki jo je imela pred seboj. To se pač nanaša na to ugotavljanje velikosti testisov. Ne?
Potem recimo en fant pravi tako, who confirmed that I am 17 years old. They performed an X-ray on both my hands and my knees. Se pravi, so slikali sklepe, da so skušali ugotoviti, koliko je star. Ne. No, potem, ko gre recimo vse to skozi, se pojavi problem nastanitve. Kot sem rekel, na začetku so otroci nameščeni v azilni dom. Na podlagi intervjujev, ki smo jih upravili s temi mladoletnimi migranti, se je pokazalo, da so to neprimerni pogoji bivanja. Azilni dom je v prvi vrsti predviden za odrasle posameznike. Pritoževali so se nad hrano, da je neprimerna, količinsko skromna, se pravi, tudi ne upošteva se teh kulturnih razlik, ne, z vidika prehranjevanja. Potem manjko avtonomije, socialna izolacija in ni zasebnosti. V nekaterih primerih so nastanjeni tudi pač otroci, mladoletniki z odraslimi skupaj v prostorih. Ne. In tisti, ki imajo izkušnje življenja v drugih državah, predvsem Skandinavija, Nemčija, kritizirajo ta slovenski sistem. Recimo en mladoletnik pravi tako. It was the first asylum center in Europe we were in. We thought it was strange. If this is the situation in Europe, if we always have to ask people for food, for help, and then when we went up in Austria and Norway, there was not the same. Even when we were first there, we were not in prison, and we had the opportunity to leave if we did not want something. We were not in prison. There is a difference. Se pravi, naš azilni dom primerjajo nekako z zaporom. Ne. No, ena izmed možnosti, ki je bila danes tudi že omenjena, je v dijaškem domu, ne, ki je ocenjena kot malo bolj primernejša. Večja podpora osebja, boljša, primernejša hrana in večja vključenost teh posameznikov. Slabost pa se je eden izrazil izmed teh mladoletnih migrantov je pa ta, da I have possibility to compare myself with Slovenian students. There I felt inferior. Spravi, da ko se začnejo primerjati s svojimi vrstniki, pa so tako, recimo jih ne toliko na materialno in to raven, ko se jih dotakne, ampak bolj na psihično, ne, ta samopodoba in podobno. No, glede izobraževanja, vsekakor imajo mladoletni migranti brez spremstva možnost vključenosti v osnovno šolo, ampak pri tem se je pokazalo na podlagi intervjujev nekoliko pomanjkljivosti, no, če tako malo lepšam stvar. Nekateri izmed njih so prvič v šoli, niti ne vejo, kaj to je šola, ne, in jim ni ustrezno predstavljeno. Potem Slovenija nima sistemsko urejenega intenzivnega učenja slovenskega jezika, kar se je izkazalo kot pomembna pomanjkljivost, ker v drugem primeru, mislim, v tem primeru je vključitev posameznika v šolo nima več takšnega namena, kot bi ga lahko imela, ne, ker ne more slediti pouku. Potem tečaji jezika, ki so pogosto nekvalitetni in prekratki in neprimernost heterogenosti v razredih. Zgodi se tudi, da mladoletnega migranta brez spremstva dajo v razrede z otroci s posebnimi potrebami zaradi pomanjkanja kulturnega kapitala, ki ga ima. Ne. No, potem glede financ, ti mladoletniki brez spremstva imajo pravico do nekega finančnega nadomestila. Zdaj, če se ne motim, ko so v azilni dom nameščeni, da dobijo 19 evrov na mesec, potem, ko pa pridobijo status, pa dobijo, mislim, da okrog 260 evrov. V primeru pomanjkanja, in to se velikokrat zgodi, se obrnejo predvsem na slovensko filantropijo, potem prijatelje, učitelje, iščejo tudi dodatno delo, ampak nekako paradoks je v tem, da če že dobijo delo, se mu potem ustrezno zmanjša ta denarna pomoč, ne, oziroma državna pomoč. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da veliko jih denar pošilja svoji družini domov, tako da si tržejo od ust in če že skušajo kaj zaslužiti, to ni stimulativno, ker potem se ta podpora zmanjša. Ne. En fant pravi tako. It was a bad system. During the summer, while I was working, they lowered that 260 euros I received. Rather than leaving those people who want to do something for their future, for their life, they could help encourage you to work,
but if you work, you just do not receive from ministry, from Center for Social Work. Spravi, ni neko spodbudno okolje, tudi mogoče, če se gleda malo naprej, potem, ko dopolnijo 18 let, bi lahko se tudi kje zaposlil in podobno, ker izgubi vse, večino teh pravic do nadomestila denarnega bivanja in tako naprej, ampak se znajde pač going boss. Vsi so pa izpostavljali pomen skrbnika, ki ga dobijo, predvsem mislim, da na tej filantropiji. In en citat bom prebral, ki pravi tako: My guardian helped me with everything. She's the best I have ever had because she helps me. If it's good or bad, before she even plans, she has to decide with me if I supported the idea or not. She's from this country. She knows best, so I can never disagree with good things she plans with me. Things are going all smoothly. For me, it's the best I ever had. She's like a mother to me, because she's doing everything like a mother. She's really a guardian. Tako da pač ti guardiani so v tem kontekstu opravljajo svojo vlogo, kot bi jo mogli. To sem hotel samo povedati. Potem tranzicija v polnoletnost, to sem že povedal, da z vstopom v 18. leto izgubijo pravice iz naslova mladoletnega migranta brez spremstva. To pomeni, da tudi recimo postopek združitve družine se prekine, tako da ga pač družine ne pripeljajo več v Slovenijo in se to ustavi in je prepuščen sam sebi. Potem dodaten premik tranzicije v polnoletnost so dejansko časovni zamiki v postopkih. Namerno se zavlačuje s postopki, ki bi mogli biti recimo v pol leta upravljeni, pa niso, zato da v tem času mladoletnik brez spremstva postane odrasla oseba, ima 18 let in se ga drugače potem obravnava. Tako da, če nakratko povzamem te ugotovitve, kot prvo manjko celovitega in sistematičnega pristopa k zaščiti mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji. Slovenska država nima izkušenj in še pomembneje ni pravega interesa za izboljšanje situacije. Mladoletni migranti nimajo nič oziroma malo nadzora nad svojim življenjem in postopki, ki odločajo o tem. Osnovne človekove pravice so kršene na različnih ravneh, postopki niso prilagojeni mladoletnikom. Ti mladoletniki so v prvi vrsti obravnavani kot tujci in ne kot otroci. To je pač to bistvo. Tako da v tem kontekstu bi lahko rekli, da preden se naša država odloči nekaj narediti na tem področju, si mora postaviti eno ključno vprašanje, in sicer kaj je končni cilj obravnave mladoletnih migrantov. Ali da jih vrnemo v državo izvora ali njihova integracija. Hvala.